Zdaj pa je čas, da se lotimo še drugih težav. In to z osebo, ki je bila v srednji šoli toliko fajn, da je dejansko po faksu šla še enkrat v dijaški dom. Z nami je Katja, svetovalna delavka. Živjo. Živjo. A je bilo res tako fajn? Je bilo. Ampak vsako srednješolsko oziroma mladostniško obdobje spremljajo določene težave in ene so take, ki pri fantih v nobeni generaciji ne izostanejo, verjetno tudi ne v dijaškem domu Ivana Cankarja, in to je spontana erekcija takrat, ker res ne rabiš. Kaj narediti? V bistvu gre za povsem normalno situacijo, ki se ni potrebno sramovati. Pomaga, da znamo pozornost preusmeriti na kakšno drugo stvar oziroma zadevo. Drugače pa lahko pozornost namenimo tudi izbiri oblačil, neke recimo širše hlače, daljše srajce, majice, nekateri si zavežejo tudi pulover okoli pasu. Sigurno pa pomaga, da čim manj pozornosti posvečamo temu, ker bo tako tudi večja možnost, da okolica tega sploh ne bo opazila. Kaj pa, če nas ima profesor ali pa profesorca na piki? Je treba tukaj preveriti, ali gre za resnično situacijo ali zgolj za neko idejo nastalo v glavi dijaka, dijakinje, in da se ugotovi, kaj je res in kaj ne, se svetuje seveda čimprejšnji pogovor med obema akterjema za razjasnitev situacije. Sigurno pa k temu pripomore tudi kulturna komunikacija na obeh straneh. Zdaj to ne pomeni, da se mora učenec upravičiti učitelju, lahko pa do njega pristopi in ga pač povpraša o morebitni vzroki za nastalo situacijo in potem skupaj poiščete rešitev. Jaz si predstavljam, da tole zahteva pa kar veliko poguma. Zelo veliko poguma, ja. Sicer je dobra novica, da je več kot 80% mladih zadovoljnih s svojim življenjem, ampak narašča pa število tistih, ki so žalostni, imajo težave stiske, vedno več je samopoškodbenega vedenja, tudi misli na samomor in so redke. Kaj narediti, če nam prijatelj zaupa, da ima težave, ali pa če imamo težave sami? Ja, zdaj mladi so pogosto prepričani, da so težave, s katerimi se soočajo, lastne samo njim in da so včasih tudi pri reševanju teh težav sami, kar pa ne drži. Če imamo prijatelja, ki se nam zaupa, da ima tovrstne težave, je fajn, da ga seveda poslušamo in če vidimo, da pogovor ne bo zadostoval, seveda ga pač usmerimo ali k zdravniku oziroma k drugim strokovnjakom, ki so kompetentni za nudenje pomoči. So pa seveda mladim na voljo tudi številne telefonske linije, na katere lahko pokličejo v primeru stiske in da dejansko vidijo, da obstajajo še druge veliko boljše rešitve lastnih težav, kot je pa samomor. Kaj pa, če mi prijatelj zaupa in reče, pa ne nobenemu povedati, In zdaj jaz ne vem, a naj nekomu povem, pa bom mogoče znal pomagati, s tem bom izdal zaupanje, ali naj bom tiho, kaj narediti? Ja, vsako tako stvar je treba vzeti zelo resno, gre za neke vrste grožnjo, ki seveda ima lahko hude posledice, tako da absolutno to lahko zaupamo, oziroma dijaki lahko zaupate, ali učitelju, svetovalni službi, ki potem naprej ureja zadeve, tako da je treba biti zelo previden. Zdaj pa gremo k izvoru vseh težav, pa tudi vseh tistih lepih trenutkov, ki jih je z flomastrom v roki poiskal naš Vid. Prvi september je verjetno najbolj pomemben dan v življenju vseh šolajočih se otrok, zato ker je to prvi šolski dan. 1. septembra leta 1939 je Nemčija napadla Poljsko in začela se je Druga svetovna vojna. Na šolskih dvoriščih pa poteka boj med staroselskim prebivalstvom in novo prispelimi fazani. Včasih moko in jajce je v poznih 90-ih nadomestil vodni balonček, novo tisočletje pa je zaznamoval zastrašujoč alkoholni flomaster. Živijo. Kje imaš pa flomaster? Profesori poskrbijo, da je tega fazonira čim manj, seveda se kakšen f še vedno pojav. Drugače pa tako, tisti, ki hoče biti pofazoniran, pač vedno je. Na gimnaziji Ledina imamo pa tak običaj, da vedno proti koncu septembra naredimo tudi krst fazanov, kjer imamo take zelo humane igrice, da se jih v bistvu sprejme. Čičkanje samo je v redu, kot pač krst ali nekaj tasga, Drugač pa to, ko pa jajca mečajo po glavi, pa moko, to je predvsem v centru, to se mi pa zdi tako kar dosti nehumano. Pač meni je fajn, ker je to kot tradicija, pač v redu je, Ja, pač. Kdo te je počeškal? Iz drugega letnika. In kaj ti to pomeni? Nič. Kjer letnik ste pa vi? Drugi. Drugi. A vi tudi kaj fazonirate, oziroma kako pa se pol pripravljate na te aktivnosti zdajle? Ja, zdajle? Ja, čakamo, da bojo končali, pa prečula malo. Mogoče to ne bi smelo v kamero povedati. A so te kaj prisilili v to, a si sam dovolil? Sem dovolil, sej, nimaš kaj. Kaj pa pomeni to, nek krst, nek sprejem?
Ja, nekaj novega v življenju, pa začneš novo obdobje, spoznaš nove ljudi. Ko boš z njimi 4 leta, pa še naprej verjetno. Ne vem, pač folk pride do tebe in te poriše. To je tako, pač simbol, ne? Mislim, krščenje tako. A ko boš ti drugi letnik, boš tudi druga fazonirala? Ja, bom, ja. Ja, bom. Čeprav šole skušajo na vsak način preprečiti čečkanje po koži, pa mladi to nekako že sprejemajo kot neko obliko tradicije in se tega niti tako zelo ne branijo. A mi lahko en F napišete mogoče? Kako pa sploh sprati to barvo fazanstva sebe? To pomeni tudi neke nove izkušnje, nove situacije, da ste sami odgovorni torej za svoja dejanja, za lastno učenje in tako pokažete vsem, no, torej okolici, staršem, mogoče, da res niste tako nebogljena bitja in da ste pač zmožni in zreli. Kaj pa, če se nam zgodi, da ne najdemo prijateljev? Pridemo v srednjo šolo in ni nikogar za nas. Zdaj, kaj je pomembno, ko se vstopa v prijateljski odnos, da se ne delamo nedostopne, da smo kulturni, prijazni, odprti, da nas ni strah, kaj se bo zgodilo, če bomo zavrnjeni. In pa seveda, da pobuda za srečanje prihaja tudi iz naše strani, da ne čakamo samo, da nas nekdo drug povabi, ne vem, na skupni pogovor ali pa skupno učenje, skupni sprehod, ampak da pač pride torej iniciativa tudi iz naše strani. Kaj pa, če imamo že enega dobrega prijatelja, pa se potem v srednji šoli stvari malo obrnejo, pa ta dober prijatelj najde drugega dobrega prijatelja, ali pa mi mogoče najdemo nekoga, s katerim bi se radi več družili. Zdaj, vsak si želi imeti nekoga, s katerim bi ga lahko poklical kadarkoli, oziroma nekoga, ki mu pač ni vseeno za njega. In če imamo pač prijatelja, ki se pač ne počuti najbolje, se počuti odrinjenega, absolutno tukaj treba pač preveriti, če je ta ocena njegovega počutja dovolj realna. In seveda, najboljša možna pot je iskrenost, da se pogovorite, mogoče je ta kolega to tudi že opazil in ga bo zaradi te iskrenosti tega drugega sigurno še bolj cenil. Ta pogovor se mi zdi taka ena univerzalna formula za rešitev vseh težav, ampak se mi zdi zelo, zelo težka. Kako se sploh tega naučimo? Mislim, kako se sploh lotiš? Mislim, da v prvi vrsti si moramo mi sploh vzeti čas za pogovor, da smo sploh pripravljeni na pogovor. Potem je fajn, da ta pogovor poteka torej v okolju, ki je pač obema akterjama nekako domač ali pa ljub, da se lahko počuta dovolj sproščena. Pomembno je pa sigurno tudi, da nekako, če ima torej oseba, ki pač želi z nami se nekaj pogovoriti ali pa nam nekaj povedati, če vidimo, da ima težave pri tem, kako sploh začeti pogovor, da ji pomagamo tako, da jo spodbujamo, da rečemo, lej, tukaj sem zate, povej mi, kaj te teži, da se znamo postaviti v njeno kožo in seveda absolutno, da znamo poslušati. Torej ne prek Messengerja? Ne, kar po stari poti. Ampak težave v srednji šoli niso nič posebnega. Če ne verjamete nama, verjamete še jako bolj kul ljudem. Največji problem se mi je zdel, da sem v osnovni šoli že vzpostavil svoj status, ki ni potem prav nič veljal v srednji šoli. Prišla sem na srednjo oblikovno in sem nekako pričakovala, da zdaj v osnovni šoli so bili random otroci, da na oblikovni bom imela več ljudi, s katerimi bom klikala, ker nas ista stvar zanima. Moram reči, da sem za pozornost takrat kar dosti naredil, se pravi, velikrat smo kaj ušpičali. Dost velik fail je bil, sem imel dolge lase. Sošolec je najdel neke petarde, v torbi je rekel, a upaš to ven vrš dele? Jaz sem rekel, valjda, da upam, in sem vzel petardo in sem jo hotel vrš čez okno in se odbila noter. Pa sem se v bistvu sam stran obrnil in sem čakal, da bo počel. Nekaj časa sem probavala, videla sem, da jaz govorim nekaj, oni govorijo nekaj drugega, ne gre skupaj. Je pa ena mogoče stvar, ki je bila najtežja sploh na svetu v tistem trenutku, v srednji šoli, je bilo najbrž reči, rad te imam, všeč si mi, to pač ni šlo. Ko ni bilo vse tako, kakor bi mogel biti, da nisem mogel iti kam žurati s svojimi frendi, da sem mogel biti prej doma, sem bil oren kezen na starše, kadar so mi odvzeli kaj tazga. Takrat je bilo težko, kako leto, dve se preživi in vedno je super. Tudi če v dani situaciji ne zgleda. Kako torej pogruntati, kdo sploh si v srednji šoli in kam spadaš?
Jaz mislim, da je fajn, no, da mladostniki nekako sledite svojim ciljem, normam pa vrednotam, da se zavedate, da ste pač edinstveni, unikatni, da vam na svetu ni podobnega, in da se skušate sprejeti tako s svojimi pozitivnimi kot tudi negativnimi lastnostmi, izgledom, interesi, hobiji, ampak da do tega pride, se morate imeti po prvi vrsti radi, se morate spoštovati oziroma se morate dobro počutiti v svoji koži. To je pa proces. In napake se bodo zagotovo zgodile. Absolutno. In bodo minile. Tudi to. Ker vse mine. Če vam je bilo všeč, itak da vam je bilo, potem lajkite, pa šerajte, ker če deliš, dobiš.